Pozdravljeni otroci, zopet je z vami Filtrnet in njegova pomoč pri Megakvizu. Tokrat bomo skupaj razvozlali uganke o Kristini Gorišek Novaković. Ste vedeli, da je bila Kristina prva slovenska pilotka? Sama je prvič poletela že davnega leta 1932. To pa je že dolgo nazaj, kaj ne? No, ker pa ima uganka kar nekaj manjkajočih besed, vam bodo odgovorov v tem tretjem sklopu pomagala velika poznavalka Kristine, gospa Alenka Puhar. Vi pa le pridno rešujte, da bo dedek Mraz vesel in vas letos bogato nagradil. Mi pa se zopet vidimo zelo kmalu po novem letu. Pa srečno, otroci! Ljudje so si od nekdaj želeli, da bi znali leteti. Ko so gledali ptice, se jim je zdelo imenitno, da se lahko dvignejo v zrak in vidijo svet iz čist nove perspektive. Bilo je tam približno pred 100 leti, ko so se te sanje uresničile. Cela vrsta izumiteljev in konstruktorjev je poskušala in potem dejansko ustvarila nekaj, kar je letelo v zraku in nosilo najprej enega človeka, potem pa še nekaj več. In iz tega se je kmalu razvil tako imenovani sinji šport. Trajalo je precej časa, da so se tudi ženske odločile za to avanturo, ki je seveda zahtevala veliko poguma, tudi znanja. Med Slovenkami oziroma tudi Jugoslovankami je bila prva Kristina Gorišek. Tam konec 20. let, to se pravi 1929 recimo, se je preselila v Beograd in v časopisu zagledala oglas, ki je vabil v letalsko šolo. Prijavila se je, bila sprejeta in leta 1932 prvič samostojno letela v svojem avionu. In tako postala prva jugoslovanska aviatičarka, kot so takrat radi rekli. No, ta kviz ni posvečen samo njej, se pravi, da pokaže njeno življenjsko zgodbo in da morate v zvezi s tem ugant najrazličnejše stvari, od njenega rojstnega kraja do tega, k čemu vse je pripomogla s svojim pogumom in znanjem. Spotoma uvede še našega najbolj znamenitega konstruktorja avionov, uvede pa tudi enega slavnega pisatelja, ki je znamenit predvsem po romanu, ki je zgodovinski, dogaja se pred 1000 leti, bil pa je tudi edini slovenski pisatelj, ki se mu je posrečilo narediti pilotski izpit in je bil pilot.